Živja družba. Da je v življenju bolje biti pozitivno naravnan do življenja kot negativno, to vemo vsi. Stokrat smo že slišali ta stavek, a mnogi izmed nas ne vemo, kako to pozitivnost ustaviti v svoj vsakdan. Fokus na lepe, dobre in zdrave stvari, ne pa na skrbi in težave, ki jih ima vsakdo izmed nas. Premlevanje enih in istih skrbi je podobno sedenju na gugalnem stolu, gugaš se sem in tja, a se v resnici nikamor ne premakneš. S področjem, ki v središče postavlja svetle in dobre človekove osebnosti, se ukvarja mlado področje psihologije, ki rečemo pozitivna psihologija. Te pozitivnosti se lahko gremo vsi, tudi če nimamo naziva dr, mr, doc, prof pred lastnim imenom. No in zato vas vabim v soboto za kulturni praznik poslušanju prvega od predavanj v sklopu predavanj pozitivne psihologije, kamor so povabili tudi mene, in pripravila sem predavanje, malce hudomušno, z naslovom Kako delati po svoje in ohraniti zdrav razum. Po predavanju bom odgovarjala tudi na vaše vprašanja, zato lepo prosim pripravite kaj zanimivega. To pa še ni vse. V sklopu teh predavanj podarjam tudi 2 svoja romana. Torej prvega Umetno zavijanje z očmi, ki je bil pred 2 letoma razglašen za najboljši samozaložniški roman leta, in pa novega Okupatorjeva hči. Navodila za nagradno igro najdete na Facebook strani Pozitivne psihologije. Naj nam tudi letos žito bogato rodi in naj nam še dolgo sije tale sonček, sploh Ljubljančanom, ker ostala Slovenija ga ima dovolj. Tako da jaz se prepuščam temu soncu, mi pa se vidimo v soboto. Srečno!